gremo v kino. Lep pozdrav. Bili smo na premieri dokumentarca Fotograf Mihe Čelarja. Razmišljali bomo o nagrajencih 2 filmskih festivalov v Pulju in v Karlovih Varih. Prihodnji torek pa se v Gorskem Kotarju začenja festival Cinehil, ki ga bo med drugimi obiskal režiser in scenarist Edvard Berger. Peter Naglič je v prvi polovici 20. stoletja posnel več kot 10.000 fotografij. Sinoči je bil v Arboretumu Volčji Potok prvič predstavljen dokumentarni film Fotograf. Gre za zgodbo o ljubiteljskem fotografu Petru Nagliču, ki je posnel za svoj čas neverjetno število fotografij. Te nikakor niso amaterske, temveč izjemno dodelane, tako tehnično kot kompozicijsko, predvsem pa je na njih ujel pomembno dogajanje v prvi polovici 20. stoletja pri nas in se je, kot je tudi v filmu poudarjeno, avantgardno lotil žanra fotoreportaže. V studiu z mano je režiser filma Miha Čelar, ki ga lepo pozdravljam. Lep pozdrav. Rdečo nit v filmu Fotograf predstavlja vnuk Petra Nagliča, Matjaž Šporar, ki se odpravi po sledeh dedove zapuščine in sicer kronološko. In v teku filma vidimo, kako so se posamezni kraji spremenili skozi čas. Meni je bilo osebno zelo fascinantno videti, kako so rasle razne Plečnikove zgradbe, kako so urejali Ljubljanico in tako naprej. Pa tudi ljudi na ulicah, vsakdanje prizore iz preteklih časov. Ja, Naglič je vede, morda pa tudi nevede, v bistvu ujel rojstvo sodobne slovenske identitete. Se pravi, pred 100 leti je fotografiral skoraj vse, kar nas danes dela to, kar smo, in kar pač danes poznamo. Imel je instinkt, se pravi, bi rekel, danes je bil tam, kjer se je dogajal, in imel je en izjemen pristop, ki je mene zelo navdušil, se pravi, prav fotoreportažni, še preden se je ta žanr razvil. Treba je vedeti, da mislim, da nekje leta 1926 je Ilustriran Sloven začel redno tiskati fotografije, prej so imeli priložnostne litografije. Sprav, Naglič je do takrat že par tisoč fotografij posnel. Kratko brez namena je svoje motive fotografiral z nekaj, z 10, več 10, včasih tudi več kot 100 fotografijami. In pri tem je delal kronološko, se pravi, se je vračal večkrat, pri Plečnikovih stvaritvah tudi 2 leti, naprimer na Plečnikovo cerkev na Barju, na gradbišče. In fotografiral je tako, bom rekel, z fotografskimi plani, bližnjimi, širokimi. Skratka, res je opisal dogodek ali pa pač nek projekt. In kaj je bilo potem zanimivo? On je izdeloval fotografije kontaktno, se pravi, to še ni bil čas povečevalnikov, in so se fotografije delali na papirje, ki so imeli pa že tovarniško zadnje natiskano črtovje, kot so bile potem dopisnice. No in potem je on te fotografije lepil, take zgibanke, je dobil fotozgodbo, zadnji načrt črtovja pa opisoval v bistvu pogosto odgovore na tistih klasičnih, 5 novinarskih vprašanj, kje, kdo, kdaj, zakaj, kako, in je v bistvu s tem pravzaprav naredil veliko več, kot da bi pustil sam sliko dogodka. Te fotografije so bile, če sem prav razumela, shranjene na podstrešju hiše, v kateri je Naglič živel, in so tam dolgo ležale pozabljene. Jaz mislim, da je zdaj že kar 15 let ali pa več, ko je Matjaž pač podedoval staro družinsko hišo, in potem vedel je, da se na podstrešju nekaj skriva, se je že kot otrok, je tam bila neka teta, ki mu je omenjala nek zaklad, ampak potem, ko je to podedoval, je odprl ta paket, potem bil pa izziv, namreč gre za 10.000 posnetkov na raznih formatih, od steklenih plošč, pa suhih želatinastih plošč, pa potem na acetatnih filmih, pa potem šele na bolj sodobnih filmih. In to zdaj vse, kar je v negativu, ne vidiš pravzaprav, Pa je bil pa izziv, kako to preskenirati, obrniti, da se bo sploh videl, kaj je na teh fotografijah. In pa sta bila kar 2 muzeja potrebna, da se je v bistvu ta zbirka zdigitalizirala in da je pol bilo jasno, kaj je vse gor. Zanimivo je tudi, da ste se odločili za film za uporabo umetne inteligence, s katero ste fotografije oživili, spremenili v gibljive podobe. In v tem primeru se je meni to zdelo zelo uspešno. Ker je res, mislim, vse te fotografije so izjemne, ampak
ta občutek, ki ga pa potem dobimo s tem gibanjem, je pa spet nekaj čisto drugega. Ja, seveda, mislim, gre pa tle spet za to, da so te motivi, bom rekel, dosti skrbno zbrani v filmu, in so pač naši arhetipi, se pravi, po domač povem, bi rekel, na te motive mi padamo. No, in kot sem prej omenil, ker je Naglič fotografiral res tako fotoreportersko, je tukaj bilo veliko planov, ki so meni kar klicali po filmskih planih, in potem smo pač s kar dosti sodobni modeli umetne inteligence te fotografije oživili, take 5, 10, tudi 15 sekundne filmske kadre, dodali temu zvok, zmontirali to v sekvence, ker smo gradili na pripovedih, na majhnih zgodbah, in v bistvu smo dobili tako cel kup v bistvu arhivskega filmskega materiala, ki ni bil nikoli posnet. To je, bi rekel, en tak čudež, bi rekel, sodobne tehnologije. 3 leta nazaj, še 2, to zares ne bi bilo še mogoče. Ja, fotografska zapuščina Petra Nagliča je res izjemna. Sama sem zelo vesela, da sem videla ta film, kje pa si ga je mogoče, oziroma ga bo mogoče ogledati v prihodnje. Ja, zdaj naslednja taka velika projekcija bo na ploščadi pred Etnografskim muzejem v okviru letnega kina Slovenske kinoteke. Tam pričakujemo lep obisk, pol jaz računam, da enkrat jesen pa v kinematografih Art Kino mreže. Do takrat pa še kakšen v Cerknici bomo v letnem kinu pred začetek septembra, potem pa septembra, oktobra naprej pa pač v kinih, ko bo spet jesen. Miha Čelar, hvala za obisk v studiu. Hvala lepa vam za vabilo. V Karlovih Varih se je preteklo soboto zaključila jubilejna 60. izvedba Mednarodnega filmskega festivala. Letos je bilo prikazanih več kot 130 celovečercev, med njimi 24 v 2 tekmovalnih programih. Glavno nagrado festivala je tokrat osvojil film, ki pogled usmerja v delavska življenja. Več pa v prispevku Petre Meterc. Kristalni globus za najboljši film v glavnem tekmovalnem programu je v Karlovih Varih šel v roke mjanmarskemu režiserju Aongu Fjojeju za njegov prvenec z naslovom Obiranje sadja. Gre za intimno filmsko pripoved, ki spremlja postopno zbliževanje 2 mladih delavk med dolgimi delovnimi dnevi v tovarni oblačil v industrijskem mjanmarskem mestu Yangon. Vez med delavkama se krepi z drobnimi dejanji, tišino in čustvi, ki jih, ker je ljubezen med ženskama družbeno nesprejemljiva, ne moreta odkrito izraziti. Režiser pravi, da je zamisel za film dobil, ko je nekega dne skozi okno vlaka zagledal mlado delavko, ki je postala navdih za lik glavne junakinje v filmu. I decided to join a film school, so I left Singapore and stay in Burma. Odločil sem se, da se vpišem na filmsko šolo, zato sem zapustil Singapur in približno leto dni preživel v Burmi, zato da bi raziskoval in se približal ljudem. Pogosto sem se vozil z vlakom. Ne vem, zakaj me vlaki vedno tako privlačijo. Mesto ima krožno železniško progo, zato sem se večkrat peljal z vlakom, včasih s prijatelji, včasih sam. Proga teče po obrobju mesta, kjer je veliko tovaren in barakarskih naselij. Nekoč sem na eni od teh voženj zagledal mlado žensko, ki je prečkala tire. To se mi je zdelo kot prizor iz filma. Ko sem jo videl, sem začutil, da je to moja priložnost za zgodbo. Pozneje sem pomislil na svojega dedka, ki je nekoč imel tradicionalno tkalnico. Kot otrok sem hodil tja in se igral z ženskami, ki so tam delale. Morda me je prav zato pogled na tisto žensko iz tovarne tako močno nagovoril. Od takrat naprej sem jo poskušal razumeti. Videl sem jo samo enkrat, ko je prečkala progo, a sem si rekel, to je moj lik. Zdaj pa poglejmo, kako daleč lahko pridem s svojimi izkušnjami in raziskovanjem. V tekmovalnem programu Proxima je glavno nagrado prejel film Ljubimec, ne bojevnik, prvenec slovaške režiserke Martine Buhelove, poletna ljubezenska zgodba, ki v ospredje postavi 20-letnega, nekoliko izgubljenega junaka Andreja, ki še išče svoje mesto pod soncem. V omenjenem tekmovalnem programu je sicer, čeprav ni bil nagrajen, močan vtis pustil tudi prvenec belgijske režiserke Isabelle Tolener z naslovom Paris, Paris. Ta spremlja 3 moške, Yi Ena iz Kitajske, Juniorja iz Konga in Hamzo iz Palestine.
Ti si v Parizu delijo skromno bivališče v navidez zapuščeni stavbi. Povezuje jih izkušnja življenja v izgnanstvu in želja, da si kljub skromnim življenjem v tem bivališču poskušajo ustvariti vsaj drobec vzdušja doma. Film kot metaforo za hrepenenje priseljencev o starem domu in sanje o novem domu, ki to še ni povsem, vzame repliko mesta Pariz, zgrajeno na Kitajskem, odkoder prihaja eden od junakov, Yi En. Režiserka je v film vpletla mnoge resnične izkušnje igralcev, ki so prevzeli vloge glavnih 3 junakov. Isabelle Tollener. So I met Ian, the main actor, like we were attending the same artist residency in Paris because he's actually a dancer and choreographer. Ena glavnega igralca sem spoznala na umetniški rezidenci v Parizu, ki sva se je oba udeležila. Je plesalec in koreograf. Sprva sploh nisem razmišljala, da bi ga izbrala za film. Družila sva se in postala sva prijatelja. Ima izjemno iskrivo osebnost in močno prezenco. Čez čas sem pomislila, da bi bilo čudovito sodelovati z njim in ga v filmu imeti v glavni vlogi. Na začetku o njem nisem razmišljala, tudi zato, ker sem želela izbrati ljudi, ki imajo podobne življenjske izkušnje kot liki v filmu. Zdelo se mi je, da je to najbolj naravna odločitev. Izhajam namreč iz dokumentarnega filma in vedno sem snemala filme, ki temeljijo na resničnosti. Delam z resničnimi kraji in ljudmi, ki jih srečujem. Prav to me pri filmu najbolj privlači, da ljudje in kraji, ki jih srečam, soustvarjajo film, pa tudi preplet resničnosti in fikcije. Yi En je bil pri tem nekakšna izjema. Za druga 2 igralca sem pozneje organizirala audicijo. Tako sem spoznala Mahmuda, nekoliko pozneje pa še Davida. Scenarij je bil takrat še precej odprt. Nekatere narodnosti sem imela samo začasno določene, prav tako nekatere predmete. Tudi dogajanje in dialogi še niso bili povsem izdelani. Šele med audicijami, ob druženju z igralci skozi naše skupne izkušnje in zgodbe, ki so mi jih pripovedovali, je scenarij postal bogatejši in bolj živ. Zdi se mi tudi, da je zaradi vsega, kar so k njemu prispevali, postal veliko bolj resničen in prepričljiv, kot če bi vse to napisala sama. It became much more true and valid somehow with everything they added than if I would have written that myself. V filmu Pariz, Pariz junake večkrat spremljamo ob tečaju francoskega jezika, ki zaradi narave učenja jezika, pri katerem se pogosto najprej učimo o tem, kako se predstaviti drugim in kako druge povprašati o tem, kdo so in od kod so, deluje kot nekakšno vezno tkivo scenarija. Yeah, the language lessons, I guess, because when I was doing research in Paris, one of the things I did is... Jezikovni tečaji so v film prišli iz mojega raziskovanja v Parizu. Ena od stvari, ki sem jih tam počela, je bila obiskovanje brezplačnih tečajev francoščine za begunce, pa tudi gledaliških delavnic. Hodila sem tja, da bi spoznala ljudi in videla, kako to poteka. To je postalo del filma tudi zato, ker pokaže njihovo željo, da bi ostali. Če se nekdo želi naučiti jezika države, v kateri živi, s tem pokaže, da namerava tam ostati, najti delo in si ustvariti življenje. To je bil zame način, kako gledalcu jasno pokazati njihov namen. Hkrati je bil to način, da prikažem druge ljudi v podobnem položaju in kako se med njimi oblikuje skupnost. Pomembno mi je bilo tudi, da med 3 glavnimi liki in v razredu ni medsebojnih konfliktov. Konflikt prihaja od zunaj. Pritegnilo me je še nekaj drugega. Zdelo se mi je skoraj absurdno, kako učbeniki in pouk francoščine pogosto poudarjajo klišeje o državi, zaradi česar vse skupaj deluje precej prazno. Po drugi strani pa je učilnica prostor, kjer se ljudje srečujejo in kjer stvari postanejo osebne. Pouk je pomagal tudi pri pripovedovanju zgodbe. Med eno od preprostih vaj Yi En denimo izve, da Mahmud nima kje spati. Zato ga povabi k sebi. Pozneje imajo nalogo, da povedo, odkot prihajajo, in tako izvemo, da je Yi En iz kitajskega Pariza. Ko pozneje izgine, se tudi ta informacija potrdi pri pouku. Tudi s tem zgodba v filmu naravno napreduje. Later on he disappears, then it's also something that gets confirmed in class, so it also helps to narrate the story in a sense. Yeah. In še, na festivalu v Karlovih Varih je nagrado Europe Cinemas Label prejel film 3 tedne pozneje srbskega režiserja Miroslava Terzića,
ki je na filmskem festivalu v Pulju pred nekaj dnevi prejel kar 3 zlate arene v tekmovalnem programu manjšinskih koprodukcij. Pogovor z režiserjem boste lahko slišali prihodnji teden v oddaji Razgledi in razmisleki. Miroslav Terzič je za svoj film 3 tedne pozneje, torej kot smo slišali v prispevku Petre Meterc, osvojil eno nagrado na festivalu v Karlovih Varih. Kar 3, in sicer za režijo, scenarij in montažo v kategoriji manjšinskih koprodukcij, pa je film prejel v Pulju na festivalu, ki se je zaključil včeraj. Z mano v studiu pa je Tina Poglajen, ki je spremljala festival in podelitev nagrad. Tina, živijo. Živijo, Tesa. Torej, če začneva kar pri manjšinskih koprodukcijah, med temi je slavila tudi slovenska koprodukcija Veter govori z mano, srbskega režiserja Stefana Đorđevića, ki so jo izbrali za najboljši film. Direktor fotografije Marko Brdar pa je bil nagrajen za filmsko fotografijo. Torej, 3 tedne pozneje Veter govori z mano. Kakšen je tvoj pogled na ta 2 filma? Ja, mogoče, da začnem s 3 tedne pozneje, glede na to, da je že Petra o njem govorila v prispevku iz Karlovih Varov. Gre za res pretresljiv film in je pač osnovan na resnični zgodbi, ki je jaz prej nisem dobro poznala, in sicer gre za zgodbo dečka Aleksa Jankovića. To je bil srbski 14-letnik, ki si je, mislim, da leta 2011 po res dolgotrajnem vrstniškem nasilju, ampak to takšnem, ne nasilju, kot ga vidimo mogoče v filmih, ampak nasilju, ki se je končalo tako, da je on večkrat pristal v bolnici. In kljub temu, da je res iskal pomoč pri učiteljih, ne vem, da si je celo najel nekega neuradnega varnostnika, enega starejšega mladoletnika in mu celo plačal, da bi ga ščitil. Njegovi starši so tudi pri učiteljih, pri šoli, na policiji, vse povsod so iskali pomoč in nekako nič ni zaleglo. In si je potem na koncu ta deček vzel življenje. Mislim, da je skočil z nekega balkona ali tako nekako, tako da res grozljiv dogodek. In ta film je nekako osnovan tako, kot da se dogaja 3 tedne po samomoru enega sošolca. In prikazuje pač nek razred, ki se odpravlja na šolski izlet oziroma na neko šolo v naravi z avtobusom. In najboljšemu prijatelju od tega sošolca, ki se je ubil, se potem začne dogajati isto, oziroma se mu je že prej. In pač vidimo nekako to izživljanje, ki je najprej predvsem verbalno, čustveno, psihološko in potem na koncu postane tudi zelo, zelo telesno. Film sicer tega ne pokaže neposredno, ampak slišimo, kaj se dogaja, slišimo komentarje, slišimo zvoke. Jaz kaj tako pretresljivega nisem že dolgo časa gledala. Eno tako zelo tesnobno, zelo grozljivo stanje prikazuje ta film. A potem pa ja, kot si omenila, še en srbski film je dobil nagrado oziroma 2 nagradi, Veter govori z mano, pri nas smo ga že videli na Lifu. Čisto drugačen film, ne bi mogla biti bolj različna si med sabo. Gre za nekakšno zmes dokumentarnega in igranega, za nekakšno mogoče filmsko autofikcijo. Ta mladi režiser Stefan Đorđević je film o svoji materi začel snemati že pred njeno smrtjo. Mislim, zbolila je za rakom in potem, ko ga je smrt prehitela, je nekako prepletel dele, ki so nastali še z njo, in potem dele, ki jih je posnel pozneje, ko se njegova družina odloči, da bo po njeni smrti obnovila to neko vikend hišico, v kateri je ona preživela svoje zadnje mesece. In v filmu res nastopijo vsi člani njegove družine, pravzaprav 4 generacije. Mislim, res zelo lep, zelo nežen film, zelo lepo posnet. Jaz mislim, da je Brdar tukaj čisto upravičeno dobil nagrado. Tudi on je bil zelo čustven na podelitvi in je pač povedal, da je pač v vseh teh mesecih snemanja tudi on nekako postal član družine in se nekako navezal na te ljudi. Tako da ja, se mi zdi, da ta film res združuje eno tako občutljivost mlajše generacije, pa mogoče neko vračanje k domu ali pa nekim družinskim koreninam, ki je pa tudi sicer, se mi zdi, kar pogosta tema filmov, ki sem jih videla na tem festivalu. No, veliko zlato areno pa je dobil film Koke, režiserja Igorja Jelinovića. V filmu spremljamo spor med sestrama zaradi lastništva počitniške hiše na Hvaru. Ja, res je. Gre za prvi celovečerec režiserja, ki je doslej snemal predvsem kratke filme. Dobil je ta film tudi zlato areno za najboljši scenarij, pa 2 igralski areni.
In ja, Koke je nekako v zvalniku dalmatinsko ljubkovalno ime za glavno junakinjo, kot jo kliče njen mož, v angleščino so naslov prevedli kot Honey Bunny. Glavna junakinja, na katero se nanaša ta vzdevek, je Tonina. Igrajo hrvaška igralka Snježana Sinovčić-Šiškov. Ona je imela letos res zelo, zelo močno prezenco na tem festivalu, vsaj v nekih 5 filmih se je pojavila v zelo pomembnih vlogah in se mi zdi, da je res ona v zadnjih letih postala eden izmed najprepoznavnejših obrazov hrvaškega filma. In ja, film obravnava tudi to temo, ki sem jo že prej omenila, neko vračanje domov, včasih na podeželje, v tem primeru na otok Hvar, potem družino, družinske korenine, družinsko dediščino, zemljo, nepremičnine in potem, kako lahko na vse to zelo uničujoče učinkuje množični turizem, ki se dogaja na hrvaški obali, ki je seveda deluje kot dvorezen meč. To temo smo lahko videli tudi v filmih Mali lopovi pa Male stvari, sicer na zelo drugačen način obravnavano. V Koke pa ja, kot si rekla, spremljamo 2 sestri z njunima družinama. Njuna mati, ki je nekako na smrtni posteli, ima nekako zadnjo željo, da družinske hiše ne bi nikoli spremenili v apartma in jo oddajali turistom. In potem ta Tonina, Koke, ki je bolj premožna od svoje sestre, nekako izkoristi priložnost, odkupi neko polovico hiše, jo prepiše nase, torej od preostalega dela družine in jo začne seveda preurejati v apartma. In to povzroči ogromen razdor med obema družinama. Režiser je ta film opisal kot nepremičninsko dramo in seveda gre za razdor, ki ga lahko povzroči, mislim, sem prepričana, da smo že vsi slišali za to vsaj od kakšnega znanca, če ne izkusili na lastno pest, torej za en razdor, ki ga lahko povzroči samo ena zmes premoženjskih razprtij in hkrati res nekih teh družinskih odnosov. In ja, gre za tako družinsko dramo, ki mogoče se sliši to zelo nekaj osnovnega, ampak nekaj zelo preprostega, ampak je res eksplozivno, pa zelo duhovito napisana in odrežirana in odigrana. Zelo neka taka prepričljiva upodobitev sodobnega Mediterana hrvaškega. Je pa mogoče mene osebno vseeno malenkost presenetilo, da je zmagal film, ki je res čisti pripovedni film. Bi si mogoče želela v idealnem primeru, ne vem sicer koliko je imela žirija izbire, ker nisem videla vseh filmov v hrvaškem programu letos, bi si želela, da bi takšno nagrado dobil en film, ki bi bil tudi v oblikovnem smislu malo bolj zanimiv ali poseben. No, za konec pa morava še omeniti, da je film Ida, ki je pela tako grdo, da so še mrtvi vstali od mrtvih in zapeli z njo, režiserke Ester Ivakić, prejel nagrado za najboljši film v regionalnem programu. In Tina, ti si bila v žiriji, ki je dodelila nagrado skupaj z režiserkama Čejen Černič Čanak in Emilijo Gašič. Ste bile enoglasne glede izbora? Ta regionalni program je na Puljskem festivalu precej nova stvar, zajema nekako filme iz širše regije, ne vem, tudi Avstrija, Italija, Madžarska včasih, odvisno pač od leta in torej ne samo, ne vem, mogoče filmov iz držav nekdanje Jugoslavije, kot bi mogoče sklepali, a filme torej, ki nimajo nobenega hrvaškega vložka, niti v smislu manjšinske koprodukcije. Letos pa smo izbirali med 5 filmi in ja, kljub temu, da je bil mogoče vsak od njih na nek svoj način zanimiv, moram reči, da smo bile pri končnem izboru kar precej enoglasne. Ida, ki je pela tako grdo, da so še mrtvi vstali od mrtvih in zapeli z njo, nas je nekako očarala z tem svojim samosvojim filmskim jezikom, svojo pristnostjo, pa neko to otroško domišljijo. In ja, mogoče mene pri tem filmu res vedno znova navduši, kako je ta neka naivistična estetika, mogoče bi temu lahko rekla, kako navidezna preprostost forme postane nosilka enih pomenov, ki jih mogoče drugače se ne bi dali izraziti skozi neke besede ali pa igro ali pa kakorkoli. Tako da ja, lahko rečem sam, da se res veselim naslednjih projektov režiserke Ester Ivakić, pa da se mi zdi ona res ena izmed najzanimivejših filmskih ustvarjalcev pri nas. Tina, hvala za tale pogled v Puljski filmski festival. Tudi sama se res zelo veselim, ker nekaj teh naslovov, ki jih še nisem videla. Hvala za Hvala za vabilo. Od prihodnjega torka do nedelje bo v kraju Fužine v Gorskem Kotarju na Hrvaškem potekal festival Cinehil, ki je pred nekaj leti zamenjal Motovunski filmski festival. Festival, ki je postavljen v gozd, filmi pa so na ogled v šotorih, ponuja tudi pester spremljevalni program.
Letos bosta v fokusu kinematografiji dveh evropskih dežel, kot je povedala programska vodja festivala Milena Zajović. Ove godine smo odlučili staviti geografski fokus na jednu zemlju sjevera, jednu zemlju juga. Letos smo se odločili, da damo geografski poudarek na eno deželo severa in eno deželo juga. Ker se je geopolitično znašla v fokusu Grenlandija, nas je zanimalo, kaj se v filmskem smislu dogaja tam. Imeli bomo igrane in dokumentarne filme. Obiskalo nas bo tudi nekaj aktivistov, ki bodo povedali, kako je živeti pod okupacijo in kakšna je grenlandska kultura. Drugi fokus bo na Črni gori. Kinematografije na našem jugu postajajo vedno močnejše, tudi na Kosovu, v Makedoniji, v Albaniji. Črna gora pa ima nekaj filmov, ki zdaj potujejo po največjih svetovnih festivalih. Črna gora letos slavi 20 let od ponovne vzpostavitve neodvisnosti, Grenlandija pa je prav letos ustanovila filmski center, tako da bomo videli, kaj se dogaja na teh dveh koncih Evrope. Programske celine, gdje ćemo vidjeti šta se događa na tim krajevima Evrope. Na festivalu tradicionalno velikim filmskim osebnostim podeljujejo nagrado Maverick. Lani sta bila to Jafar Panahi in Katrin Breja, letos bo nagrado prejel Edward Berger, oskarjevec znan po filmih Na zahodu nič novega in Konklave. Ja kada vidim ko je sve bio Maverick, od Kena Russella, od Andreja Zvjaginceva... Zelo sem ponosna, ko pomislim, kdo vse je pri nas že prejel Mavericka, naprimer Ken Russell, Andrej Zvjagincev, Ulrich Seidel. Edward Berger je ustvaril več filmov, ki so prejeli Oskarje in je eno največjih imen, kar smo jih gostili pri nas. Prikazali bomo denimo njegov film Jack iz leta 2014, ki je bil velik festivalski hit. Pri nas pa do zdaj še ni bil prikazan. Nagrado za 50 let ustvarjanja na področju filma bo letos prejel igralec Zijah Sokolović in na festivalu bomo imeli retrospektivo njegovih del. Čiju ćemo također retrospektivu igrati na festivalu. V glavnem programu festivala Cinehill bo tokrat 18 filmov, med temi tudi Zemljokrast Žige Virca. Da, birali smo što, nekako nam jako važno da svake godine imamo barem jedan slovenski film. Pomembno nam je, da imamo vsako leto v glavnem programu kakšen slovenski film. Imeli smo dolgo debato, katerega izbrati letos. Meni je zelo všeč humor, s katerim Žiga Virc pristopa k težkim temam. In Zemljokrast je odličen. Lahko bi celo rekla, da pogovori, ki smo jim priča v filmu, zelo spominjajo na pogovore, ki jih ima naša ekipa, ko se odločamo glede filmov za festival. Zanimivo je tudi, da imamo tokrat med 18 filmi v glavnem programu celovečercev kar več del, ki se težkih ali humornih tem lotijo zornega kota otrok. V filmu Morje, recimo, skozi otroške oči gledamo nepravičnosti, ki se dogajajo na zahodnem bregu Palestine. Imamo tudi Robin Hoodovsko zgodbo Ministranti, postavljena v poljsko katoliško cerkev. Otroci pripovedujejo o svetu najbolj iskreno in na festivalu si želimo prikazovati filmske zgodbe, ki niso zavite v celofan, s katerim bi poskušali olepšati sliko sedanjosti. Zato se mi zdi to tokrat posebej posrečeno. Današnjice, tako nam se to ove godine učinilo posebno zanimljivim. Tudi sicer bo na festivalu Cinehill, ki se v Fužinah v Gorskem Kotarju začenja prihodnji torek, prikazanih več filmov, ki so bili v zadnjem času prikazani na večjih festivalih in so burili duhove. Milena Zajović. Da, ove godine imamo puno filmova koji su uzbudili duhove. Res je, letos imamo v programu več filmov, ki so burili duhove. Eden teh je že omenjena izraelsko-palestinska koprodukcija Morje, ki ga na zahodu marsikje nočejo prikazovati, ker je produkcijsko povezan z Izraelom. V Izraelu pa so film označili za sovražno delo, ker kaže grozote, ki se dogajajo v Palestini. Prikazali bomo tudi Minotaura, ruskega disidenta Andreja Zvjaginceva, zanje v Cannesu prejel 2 nagradi. Pripoveduje zgodbo ruskega oligarha v času, ko so se začeli napadi na Ukrajino, kako se mu istočasno zrušita imperij in zasebno življenje. Uvrstili smo tudi film Mati Teone Strugar Mitevske, ki je bil prvič prikazan lani v Benetkah.
V njem Numi Repaz odigra nekakšno pankarsko verzijo matere Tereze na neolepšan način, ki se ne boji prikaza notranjih bojev. Eden najbolj kontroverznih filmov, ki jih bomo predvajali, pa je Najstniški seks in smrt v kampu Miasma ameriške režiserke Jane Chambrun. V njem igra Gillian Anderson, ki jo poznamo iz dosjejev X in drugih televizijskih vlog. Gre za mešanico grozljivke in metakomedije. To je moj osebni favorit letošnje izdaje festivala. Vsak, ki ima vsaj malo rad žanrski film, bo v njem neizmerno užival. Žanrovski film će jako uživati u njemu. Pri 78 letih je umrl novozelandski igralec Sam Neill. Zvezdniški status je dosegal leta 1993, ko se je pojavil v vlogi Elisnerja Stewarta v Klavirju Jane Campion in v Jurskem parku Stevena Spielberga. Pozneje je nastopil tudi v 2 nadaljevanjih Sako v Jurskem parku in zatem še Jurskem svetu. Igral je v več kot 150 filmih in v nekaj serijah. 3-krat je bil nominiran za Zlati globus, 2-krat za Emmyja. Izdal je tudi knjigo spominov z naslovom Did I Ever Tell You This? Sem ti to kdaj povedal? Živo pa je na kmetiji na Novi Zelandiji. Pod tokratno oddajo Gremo v kino se podpisujemo Maja Mol, Bernard Stramič, Tina Ogrin, Liam Samsa in Tessa Drev. Lep pozdrav do prihodnjič.